Pred platnom, če ne še enkrat, scenarist in režiser filma Dober dob, roman upornika Martin Turk, sogovornica v filmu in vnukinja Prežihovega Voranca Metka Petrič ter strokovni sodelavec pri filmu, sogovornik, sicer zgodovinar in sodelavec Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani Marko Štepec. Najprej predajam besedo Martinu Turku, ki ni le scenarist in režiser, ampak na neki način pobudnik te zamisli narediti nekaj z Doberdobom, ki ima med zamejskimi Slovenci, Martin prihaja iz Trsta, na neki način poseben status. Martin. Dober večer, hvala, da ste se udeležili projekcije. Večkrat že te dni ponavljam, štartna točka je roman Doberdob. Pri nas Slovencih v Italiji ima Doberdob poseben status. V glavnem vsi imamo doma ta roman in nekje tudi večina ga prebere. Lahko rečem, da ima ta roman, recimo ga, za nas je najpomembnejše delo Voranca. Jaz se spomnim, da ko sem bil mali, ko sem spoznal, da Voranc je z Koroška, sem bil malo razočaran, kako to, da Voranc piše o Doberdobu, pa ni z naših koncev. In v bistvu tako, potem, ko sem odraščal, se spoznal s filmom, se mi je začela nekako pojavljati ideja, joj, kaj bo to zanimiv film. To bi lahko bil odličen igrani film. Jaz sem si predstavljal, da bi lahko to bilo nekaj med tanko rdečo črto, pa med Full Metal Jacket, to bi lahko bil tak lep vojni film, močen. Ampak seveda pri nas je produkcijsko tak film narediti praktično nemogoče. Kaj še, že normalen, majhen film je težko narediti, kaj še le kaj večjega. Tako da sem si želel v enem trenutku, da bi govoril o tem romanu, če ne morem ga ustvariti neko fikcijo, da bi vsaj nek dokumentarni film o Doberdobu naredil. In tu je bila štartna ideja, predstaviti Doberdob kot roman povezavi s Prvo svetovno vojno, glede na to, da so prihajala obletnica Prve svetovne vojne. In potem seveda je prišlo to spoznanje, da v Sloveniji roman Doberdob ni tako cenjen kot pri nas v Italiji. In tu sem dobil še večjo motivacijo, da bi še več in recimo z neko še več angažiranostjo poskusil predstaviti ta roman. In ob tem raziskovanju potem sem spoznal celo to nastajanje romana, ki je trajalo tako dolgo. Mislim, človek, ki napiše 3x en roman, debel 500 strani, je zelo zagnan. Obenem pa je ta roman nastajal v teh, po mojem, bi rekel, najpomembnejših letih Voranca, ker je bil najbolj aktiven. Tako da se mi je zdelo, da zgodba o Doberdobu je povezana z življenjem Voranca in nekako to treba oboje skupaj povedati. Ne moramo ločiti enega pa drugega. Tako da, tako je nastal roman, potem pa sem spoznal gospo Metko Petrič, ki mi je povedala neverjetne zgodbice, ki so naenkrat obogatile ta lik Voranca in tako da se mi zdi, da smo naredili en dokumentarec, ki je zanimiv, ki pove nekaj, kar v bistvu večini je neko plat tudi Voranca, ki je večini nepoznan. In najbolj me je bilo strah, ko je bo končan, ko sem zmontiral dokumentarec prvo verzijo, kaj bo rekla Metka, bo zadovoljna. In tako da smo poklicali Metko pa Markota, sem še poklical, naj piše on pove, kaj je z njegovega zgodovinskega vidika, je to v redu. Tako da ona dva sta tudi prva pogledala dokumentarci in je prav, da sta tudi tu, da še kaj povesta danes. Ja. Hvala, Martin. Nekaj časa je tudi trajalo, potrebno je bilo tudi nekaj tvoje trme in angažiranosti, da je projekt sploh zaživel, ampak to je ponovadi dobro, zato ker čas mineva in lahko idejo še bolje razviješ. Verjetno, če bi bil scenarij potrjen takoj, bi nastal drugačen film, domnevam. Ja, v bistvu scenarij ni bil takoj potrjen, mi smo bili prej zavrnjeni, pa medtem je pač ta ideja mala je nastala, se večala in potem je se vključila v projekt RTV Slovenija.
in potem še kasneje Raj Furlanije Julijske krajine, tako da pol smo lahko rečem, da smo imeli srečo, da smo lahko imeli še več sredstev, da se je dokumentarec povečal, da smo lahko vključili igrane dele. Problem je bil seveda pri vizualizaciji, ker arhivskega materiala o Vorancu je zelo malo, ker je toliko let živel v ilegali, je fotografij zelo malo, v bistvu vse fotografije, ki so v filmu, so v bistvu vse, kar obstaja v Vorancu. Filmskega materijala je tudi izjemno malo, še posebej po vojni se ga ni rad snemalo. V bistvu ti dogodki so v glavnem posneti na 2 prireditvah na Koroškem. Tako da tudi zaradi tega so potem nastale ilustracije, ki jih je naredil Damjan Stepančič. In nekako te ilustracije so bile mišljene kot nek, bom rekel, strip, ker se mi zdela naenkrat to Vorančevo življenje tako fascinantno in toliko je bilo tega dogajanja, da moramo vizualizirati na nek drugačen način. Evo, tako da je nastala vse te stvari, igrani deli pa so bili predvsem vezani na dogajanje okrog romana Doberdob. Tako da sem poskusil vključiti več teh linij pripovedovanja. No, evo, takoj si dal istočnico. Kot scenarista sem te nameraval vprašati, kako je pač iz ene osnovne izhodiščne ideje o Doberdobu, o romanu narediti dokumentarec, nastal dokumentarni film v bistvu z nekako 3 glavnimi linijami pripovedovanja, torej sam roman, njegov nastanek in širše življenje Preživega Voranca, vsaj v teh 10 letih nastajanja, pa seveda še širše. Kako si se kot scenarist in potem režiser spopadal s tem in... Najprej je bil recimo ta nek osnutek, ki smo skupaj razvijala z Duškotom Šarotarjem. Potem pa sem v teku tega raziskovanja in vseh teh zgodb sem začel potem jaz pisati in ustvarjati predvsem te igrane dele, ki so pa nadgradili, plus vse te zgodbe gospe Metke, tako da pač naenkrat je pol še ta linija celega tega življenja Voranca se je kar širilo. Tako da z tega vidika potem plus spoznavanje vseh teh zgodovinjarjev, literatov, slavistov, ki so potem dodajali počasi vse te nadgradnje samega projekta. Povej še kaj več o svojem raziskovanju, o tem, kako natanko sta se z Metko našla in denimo o tem, da si veliko časa preživljal na Koroškem, v tamkajšnjem pokrajinskem muzeju, knjižnici, pri njej in tako naprej. Zido sva odkupila pravice za uporabo teksta v filmu in potem smo dobili kontakt iz hčerke Metke in preko nje smo dobili, zanimalo nas je, ali še obstaja kdo, ki je nekako blizu Voranca, pa nam bi še kaj lahko povedal o Vorancu s te linije. In potem je takoj Urška nam povedala, jaz imam mamo Metko, ki sigurno bi lahko kaj povedala. In res smo se dobili in naenkrat je bilo to ogromno zgodb. In ko sem prišel, in potem sva se prvič srečala, pogovarjala sem si lepo o delu zapiske in potem komunicirali smo pa preko Urške. In potem sem rekel Urški, da jaz bi pa šel naslednjič snemat Metko. Z Urško pa sta se Metka slabo razumela in Metka je mislila, da smo spet mi samo srečali pa pogovarjali, tako da sem prišel jaz kar naenkrat se znašla kamero pred njo in je bila malo zmedena, ampak je sam govorila zgodbe sproščeno in ogromno tega zgodbic povedala in je bilo super. In so njemu že veliko materijala, da sem lahko neko kostje zgradil. Potem, ko sem šel pa naslednjič, da bi še malo dogradil te delčke, ki so se mi zdeli še ne najbolj jasne, da bi še bilo treba malo boljše povedati, pa še kaj izvedeti. Je pa Metka v bistvu se zavedla, da je pred kamero in naenkrat je bilo strah in je bila živčna in ni znala, kaj bi kaj povedala. Tako da je bilo lažje prvič, ko je bila bolj sproščena. Ko nisem vedela, zakaj se gre. Ja. Metka, povejte vi svojo plat te zgodbe, ko so prišli do vas in želeli, da govorite o Prežihu, bili ste pa stari 5 mesecev, ko je umrl. Ja, 6 mesecev sem bila stara, ja.
ko pravzaprav je bil v Mariboru takrat že, ne, in je verjetno je čutil, da bo umrl in je rekel mami, naj me pripelja, da bi me rad videl, ne. In jaz sem bila takrat tak drobižek, naša mama pa je me čisto po afežejevsko futrala, tudi če si bil star 2 ali pa 3 mesece ali pa 6, si dobil toliko mleka pa konc, ne, in jaz sem se drla ko jezihar. In pa je pa rekel, to pa mali popr. Sem smisla, če bi me zdaj videl, bi mu kar ustresala. No, Ja, pa tak. ko pridejo tudi na domačijo radovedneži, radi z njimi delite te misli, ne? Ampak Martin je pa filmar, je pa poseben. Ja, sej. Kako je bil on drugačen od drugih obiskovalcev, Sam je bil razen tega, da je prinesel kamero? Diskreten je bil na začetku, ko je prišel. Srečo je imel, da je bil pri meni na obisku en avstrijski Korošec, en gospod Jozef Štruc, ko je tudi prevajalec Vorančevih del. In je naj jo malo provociral, ne, in pa midva govorila z unim Štrucom vse mogoče reči, on je pa sam pisal. Pa sam pisal, pa bil, ja, v redu, pa samo pisal, pa mislila, to ni nič, a ne, se pa nič ni. No, pa je pa prišel, pa je pa pokazal barve, kaj hoče. No, samo po me res dobo, mi smo tisti dan imeli vse sorte doma, od žaganja drv, vse je bilo takrat na kupu, a ne. Jaz nisem vedela, Urška ne vem kam je, da smo se nekako, nisem prav razumela. Naglušna sem tako, kot vsi kuharji. No, in seveda, zakaj boš, je rekel, kamera tu, pa 4 ljudje so bili v zadnji. Pa smo pa začeli, a ne. Martin, je bilo to eno tistih snemanj, na kateri ste hodili v 4, kot praviš, ne? Z enim avtomobilom. Veliko jih je bilo. No, namreč za snemanje filma je to malo, v resnici, ne? Ja, v bistvu smo tako, v bistvu smo predvsem te intervjuje pa srečanje z intervjuvanci so bila minimalna ekipa. Smo hodili samo v 4, s celo opremo v avtu, za igranje dele je bila malo večja ekipa. Ampak je minimalna ekipa to. Ja. Metka, zdaj, ko ste videli film, kaj ste vi izvedeli novega, presenetljivega? Sama dobrodopska prelota, bojišče, vse te, o tem ne vem, o tem jaz nikdar nismo pogovarjali, ne, ker dedekov brat najmlajši Gustl, ko je umrl leta 64, jaz sem bila takrat stara 15 let, teh stvari niso, oni so premlevali bolj te dogodke po vojni, med vojno, pa take dogodke, Tito, tretje, take stvari, ne. No, Prva svetovna ni bila na tapeti. Kaj pa roman Dobrodob? Ali o njem? Preži govoril in seveda posledično potem z vami Vica in roman tako. sam je bilo vedno z enim takim strašnim spoštovanjem, ker ga je Revež Bogi tokrat pisal, ne. To je bilo res v hiši, da smo nekje spoštovali to, ne, ker je res vedno tudi stara mama, vsi so to na ta način, pač Dobrodob je imel vedno eno posebno mesto. A je kaj govoril o tem junaku Dobrodoba, reče se mu Amun Mohor v knjigi? To nismo, to so govorili recimo tele razni slavisti, ko so prihajali, pa tudi stara mama recimo, ona teh stvari ni vedela, vedela je stvari o zgodovini Voranca moja mama, samo ona je bila tako skopa, je z besedami mislim, ne, vedno je pazila, če smo bili otroci nekje v bližini, pejte otroci ven. Nismo smeli poslušati teh Stara mama se je pa spozabila, pa sploh, kadar smo bili sami na počitnicah, ne, pa smo seveda lahko poslušali vse, kar smo hoteli. Samo nisi bil kot otrok toliko pozoren na to, ne. Hvala, morda vprašanje tudi za Martina in gospoda Marka Štepca. Torej, nekdo, ki danes vzame v roke Dobrodob in je tam junak Amun Mohor, koliko je, po vajinem mnenju, seveda, ni literarni zgodovinar, vemo, tam noter dejanskega Prežihojega Voranca?
Mogoče bo Marko lažje odgovoril, koliko je v bistvu njegovih doživetij, ne, detajlov, koliko je vse tega, ne. Ja, jaz mislim, zelo težko je pravzaprav, da bom rekel, na nek način zdaj secirati neko delo, ker celoten Dober dob je pravzaprav vojna izkušnja enega vojaka, ki je pravzaprav imel velikanski literarni talent in je to svojo izkušnjo seveda uspel prenesti na papir. S tem, da seveda ravno to, da je to zadevo neznosno pisal praktično 3-krat, da je začenjal znova in da se je pri tem praktično mu dogajala celotna polovica 20. stoletja. Vse ključne stvari, ki so se v 20. stoletju dogajale, jih je sam neizprosno in ves čas živel. In zanimivo pri tem je to, da pri tem pisanju seveda torej ne odraža njegovo pisanje samo te njegove vojne izkušnje, ampak je pravzaprav vojna izkušnja izhodišče celotnega sveta, ki ga je Voranc opisoval. Kar pomeni, da vse, kar se je dogajalo tudi zunaj Voranca, danes vemo pravzaprav, da smo se premalo zavedali, da je pravzaprav bila prva svetovna vojna eden od tistih izhodišč, ki je to povzročila. Govorim seveda o propadu starega sveta, govorim o vseh teh upanjih, ki so se ljudem pojavljala po koncu te množičnega uničevanja, kjer so ljudje pravzaprav začeli iskati nekakšne alternative, videli pravzaprav, da neke vrednote dobesedno pred njimi propadajo in bili prisiljeni v to, da iščejo nekakšne alternative. In vse to se v njegovem pisanju odraža. Jaz moram sicer priznati, da ko ste zelo osebno govorili, ne, moram reči, da sem z veseljem pristal pravzaprav na to povabilo, da se seveda strogo držim pravzaprav Prve svetovne vojne in dejstev o Prvi svetovni vojni in zgodovinarji seveda pregovorno moramo biti objektivni. To je naša tista predpostavka, da se držimo dejstev virov. Priznam, da povsem pri Vorancu, pri Žihomu Vorancu ne moram biti objektiven iz preprostega razloga, ker tudi sam, čeprav rojen v Ljubljani, izhajam iz Koroške, iz tistega trikotnika med Uršljo goro, Peco in spomenikom Malgaja in je bilo pravzaprav ves čas nekje, tudi v Ljubljani, na knjižni polici med knjigami, seveda so bile vse knjige od Prežihovega Voranca, kajti stik nekje z mladostjo in ko sem preživljal svoje počitnice, svoje vikende in tako naprej z Bico in z Dedijom tam nad Mežico v okolici Črne na Koroškem in tako naprej, sem pravzaprav, ko sem prvič mnogo let pozneje potem bral Dober dob, mi je bil pravzaprav blizu. Blizu mi je bil, ker sem poznal, ker sem izkusil ostanke tega sveta, ki ga opisuje pravzaprav Voranc. Ali pa se je sluti noter to, kar je pravzaprav živelo še jaz sem rojen 61. leta, je to še v 60-70 letih pravzaprav nekje živelo, te ostanki tega sveta, ki ga opisuje. No, zanimivo se je, da hotel sem pa reči pa to, da to, ko Voranc večkrat začne pisati ta roman, seveda se je od vojne vedno bolj oddaljeval in v tem romanu vedno bolj odsevajo konflikti takratnega sedanjega sveta, ki je bil. In ta svet je prav tako prišel iz Prve svetovne vojne. In Prva svetovna vojna pravzaprav danes vemo, je eden, nikakor ne edini, morda tudi ne najpomembnejši, je pa eden seveda od ključev za razumevanje sveta. In tukaj noter lahko pravzaprav morda tudi vidimo, da v tistem nesmislu, ki ga vojaki, ne sam Voranc, Voranc to lepo izrazi, ampak v temu nesmislu množične smrti, temu srečanju z nesmiselno vojno, bojnimi črtami, s prevažanjem z vlakom na bojišče, kjer se ista generacija mladostnikov nesmiselno pobija, kjer pravzaprav vidijo, da pravzaprav sovraštvo ne pride nikamor, ker dobesedno obtiči v blatu strelskih jarkov. Iz tega sveta se pravzaprav rodi celotno 20. stoletje. No, ko beremo roman, so junaki očitno zmedeni, ne? In to je eden od odsevov tega, kar pravite, ne? Dejstvo pa je, da je to programski tekst, poleg zgodovinskosti in romanesknosti. In verjetno je ta programskost z leti, ko je pisal vsakič znova, tudi naraščala, ne? Eno od dejstev, ki bi ga rad preveril, ne? Ali je roman 3-krat je bil napisan, pa še kakšen poskus vmes je bil omenjen v dokumentarcu, je vsakič imel te 4 dele, Črna vojska, Dober dob, Lebring in Judenburg, ali ne, ali je to znano? Ja, po teh raziskovanjih, ne, čeprav ne vemo točno,
kaj je bilo na začetku, ker ni nič ohranil. Baje, da je, ko je bila prvič napovedan, da je bo samo prva polovica, ne, samo prvi 2 dela, ne, da v bistvu so pa 3., 4. del nastajali potem, ko je tudi sem začel on močno udejstvovati svojim komunizmom, pa nekateri od sogovornikov niso hoteli o tem pogovarjati, ampak recimo Fabian Hafner je direktno rekel, da njemu se zdi, da je recimo 4. del neka napoved NOB-ja, ne, tako da pač ta njegova želja po uporu, ne, je uporabil, ne, Judenburg kot neka želja potem, ne, da bi napovedal to, kar se potem zgodilo, ne. Pa seveda to vključeval tudi v začetnejše dele romana, no, ampak prva 2, Črna vojska in Doberdob, se zaključita s tem, da Amon Mohor prebegne k Italijanom in ga potem v nadaljevanju ni več. Kako sta Marko in Martin, vsak po svoje, ne, torej Korošec in Zamajec, gledala na to dejanje? Ja, jaz se spomnim, ko sem prvič prebral Doberdob, mislim, sem potem pri 16-17 letih prebral prvič in pač v Trstu sem odraščal, rodil, živel in mi ni bilo jasno, zakaj je on šel k Italijanom. To me več izmedlo, mi ni bilo jasno. Šele zdaj v bistvu sem potem razumel ta njegovo, da to ni bilo tako mišljeno, kot zdaj grem k Italijanom, ampak je zbežal v bistvu pred Avstro-Ogrskim cesarstvom zaradi nekega svojega antimilitarizma, ampak se spomnim, takrat sem bil čisto zmeden, mi ni bilo jasno, kako lahko gre k Italijanom. In kasneje mi je bilo to jasno, ne, se tudi drugače potem on je tudi živel v resnici, pol je on tudi bil ujet, pa je ječe hodil, ne, tako da, ampak se spomnim, da sem bil zelo zmeden tega. Marko? No, zgodovinsko dejstvo seveda je, da slovenski vojaki, te slovenske enote, ki jih zaradi mobilizacijskega nabora iz teh območij, kjer je današnja Slovenija in Trst, niso nič kaj posebej izstopali, ne. Mi slovenski vojaki nimajo primera kot recimo češki 28. pehotni polk, ki je na Galicijo dobesedno zgodbo odšel preko bojne črte in šel v ujetništvo, ne. Zdaj Avstro-Ogrska vojska je preverjala dezerterje oziroma morebitno dezerterstvo pri ujetnikih in je recimo imela zadovoljšen razlog, da je na razgledanci nekdo domov pisal, da je bil ranjen in tako naprej, in po teh evidencah ne bi bilo prek 50 oziroma 60% teh ujetnikov, ki so prišli v ujetništvo med Slovenci v Avstro-Ogrski vojski, bilo ranjenih, ne. Kljub temu imamo pa Slovenci, zgodovinsko dejstvo je, najbolj znanega izdajalca med Prvo svetovno vojno. Zdaj sem uporabil ta termin vojaški, da rečemo Avstro-Ogrski in tako naprej, Ljudevita Pivka, ne. Ljudevit Pivko je prav tako kot učitelj, profesor iz Maribora svojo, bom rekel, vizijo sveta videl v nasprotju z vojaškim militarizmom, v nasprotju z vojno in kot glavnega nasprotnika seveda imel ta germanski prostor, ki je tlačil slovenske, slovanske težnje in seveda pri Krcanu v leta 17 potem prebegnil na italijansko stran in bil seveda na koncu potem seveda zelo razočaran bil zaradi tega, ker je z Rapalsko mejo so se uresničile pravzaprav te strahovi, da bo en del Slovenije ustal, da bo nastala Rapalska meja, ustal v Italiji in na drugi strani seveda mu Italijani tudi niso zaupali in ga niso poslali v boj proti osovraženi monarhiji, kot je on to takrat razumel in je tudi ostal v nekih taboriščih in tako naprej. Kar pomeni, da to je to, kar odseva v Prežih umovorencu. To so ta čustva, bom rekel, generacije, ki je izgubljala smisel vojne. Dejstvo pa je seveda, da ta smisel vojne, ko beremo dnevnike, naj si bodi italijanske, naj si bodi slovenske, ugotavljamo, da po tistem 3 tednih, ki so jih vojaki nekje preživljali na prvi bojni črti v ofenzivi, praktično eden od njih je zapisal, izgubili smo vse, kar smo imeli človeškega. Praktično tle je smisel dobesedno padel glede vojne, ne. Ko mi govorimo o svetem Gabrielu, Škabrielu, kjer so bili eni najtrših bojev, ki pridejo, ne, zanimivo, danes govorimo o romanu vojnem, ne. Sveti Gabriel, Škabriel pride v Hemingwayev roman, pa to tudi v slovenskem prostoru ni bilo prepoznano. Ampak tam, kaj je posledica tega? Posledica tega je ne samo množica mrtvih, ne samo uporaba vsega orožja, je povsem izguba v bistvu smisla v vse. Spoznanje nesmisla vojne. In samo en korak do tega je, da potem ljudje pravzaprav grejo poiščejo svojo človečnost, pravzaprav, da zapustijo to, ne. In s tem se tudi roman ukvarja. Naj postrežem z 2 kratkima citatoma, ki to malce pojasnita. On ne izdaja nikogar, ker svojega nasprotnika
Avstro-Ogrske, ne more izdati. Pač pa lahko izda sebe, če temu nasprotniku služi. In nekoliko kasneje, dovolj je vsega, čakati ne more, on noče umreti za Avstrijo. In potem še citat, ki je tudi na ovitku zadnje izdaje Doberdoba. Eden izmed milijonov, ki so to noč stali v jarkih, se je predramil, prisluhnil svojemu srcu, prisluhnil svojim možganom, nato pa preskočil ograjo, ker ni hotel biti več sužen. In ker je hotel ohraniti tudi omenjeno človeškost. Meni je že dejstvo, da človek je leta 18, ko se je končala vojna, nosil s sabo to in tokrat se trudil, da bi to napisal najprej kot kratka zgodba, Sektor številka 5, potem je to razvijal in do leta 40 pisal, napisal, prepisal, dopisoval, mislim, to je res, kakorkoli se je moglo biti nekaj bistvenega v njegovem življenju, da se to toliko želel, da se to izdane. In po svojem, druge strani je hecno, da potem je po svoje Ferdu Kozaku dopustil, ne, da mu je mal ščrtal. Ne. Ampak je res bilo to, Voranc je mogel imeti to v sebi in zaradi tega mislim, da je to tudi, tako kot rekla Metka, ne, da je bilo to njemu najbližje. Ne. Dotaknimo se še drugega dela, ki se pa dogaja v zaledju in ki je seveda drugačen, ne, tam pa slovenski vojaki snujejo upor. In to je osnovano na seveda močnih zgodovinskih dejstvih. Naj podam par iztočnic. Od 7 uporov v avstro-ogrski vojski v zaledju so bili v 3 udeleženi Slovenci, prvega v Judenburgu so pa celo zakuhali, ne, Marko? Ja, seveda. No, s tem, da zanimivo, tu bi bilo morda fino reči, da pravzaprav interpretacija teh uporov se je skozi čas spreminjala. Tudi ta odnos do Avstro-Ogrska, ki ga prepoznavamo pri Prežihomu Vorancu, je, bom rekel, zanimivo, ker odraža odnos in alternativnih opozicijskih ljudi do kraljevine SHS, poznejše Jugoslavije, kot seveda tudi ta slab odnos do Avstro-Ogrske. In zanimivo je, da pa seveda same upori, recimo so se v obdobju med obema vojnama izrazito brali kot nacionalno motivirani upori. Ne. Eden od uporov 97. pehotnega polka v Radgoni je bil celo skupen. To je bil enota, ki je imela mobilizacijsko mesto v Trst do Postojne z Primorje in Istra, je bil slovensko-hrvaški italijanski upor in zanimivo, Italijani so ta upor vedno brali kot upor neosvobojenih bratov, ki se morajo boriti v avstro-ogrski armadi. V obdobju med obema vojnama so slovensko vlogo v tem istem uporu brali predvsem kot vpliv Majniške deklaracije, torej kot slovenske emancipacijske zahteve v smislu neke avtonomne južnoslovanske države in te odmevi. Seveda, ko so se zgodili dogodki po letu 1945, so se upori začeli predvsem brati kot odmevi ruske revolucije, oktobrske revolucije, kot odmevi ujetnikov, ki so doživeli na vzhodu boljševiško revolucijo in potem te vplive prinesli med vojake in potem širili to nezadovoljstvo. Danes seveda mi vemo, najprej se moramo zgodovinarji skozi vse te naplavine pravzaprav prebiti, da pridemo do dejstev. Danes pa pravzaprav vemo, da vse to je bilo res, vse to je bilo povezano, šlo je za mrežo razlogov, ki so pravzaprav sami razlogi nastajali med Prvo svetovno vojno. Nastajali so v tej krizi, ki ga je doživljalo celotno zaledje. To pomeni, če rečem zelo preprosto in banalno, v resnici z zapadanjem količine dnevnega obroka hrane na dan, s padanjem količine kruha je nezadovoljstvo naraščalo. Jasno, ko se je to potem, bom rekel, celotna Evropa od leta 17 naprej, leta 18, vemo, da je ministrski predsednik v bistvu letu, ko je Franc Jožef umrl, bil ustreljen in tako naprej, ta napetost je naraščala in iz tega seveda so nastajali upori. In 3 upori so bili tudi slovenski. Eden je ta legendarni judenburški, ki ga je seveda potem za simbol vzel tudi Prežihov Voranc. To seveda ni slučaj. Vemo, da eden redkih spomenikov, ki je v obdobju med obema vojnama nastal v Sloveniji, je bil spomenik vojaku, padlemu vojaku 17. pehotnega polka, ki ga je začel v Judenburgu delati kipar Peruci, dokončal potem Dolinar, ampak ko je prišel leta 1923
na ljubljanske Žale skupaj z prekopanimi žrtvami judenburških upornikov. V Ljubljani je bila tega leta velikanska, bom rekel, sprevod, žalni sprevod, komemoracijska slovesnost, ki je bila seveda posvečena vsem mrtvim in tako naprej, ampak v ospredju so bili pa izrazito te diskontinuitetni toni za Avstro-Ogrsko, izrazito je bilo poudarjeno, da je to spomenik judenburških upornikov, še danes ga poznamo pravzaprav ne kot spomenik upornikom, čeprav pa vemo, da primarno je bil narejen kot spomenik vojakom 17. pehotnega polka, ki so se pa zaradi vseh teh razlogov v resnici v Judenburgu uprli. In ki so jim rekli kranjski janezi. To je bil popularni izraz za ta polk. In to je bil seveda v obdobju med obima vojnama simbol vloge slovenskih vojakov v monarhiji. In del tega odzvanja tudi v Prežihom Vorancovem romanu. Martin, si hotel kaj dodati ta trenutek? Torej, o vsem tem pripoveduje roman Doberdob. Značilnost časa, v katerem je nastajal, so pa tudi neki vgrajeni dvomi recimo v Jugoslavijo. Verjetno je bilo drugače leta 1918 v glavah vojakov, ampak Voranc jim pripiše dvome v Jugoslavijo, ki ji ne zaupajo, navajam sprednjo besedo, Prežihovi Slovenci se bojijo novega suženjstva, denimo, in razglabljajo tudi o psihološkem profilu tako Slovencev kot denimo Srbov. Samo trenutek, ja. Ti Srbi, je zamišljeno povzel Grum, imajo nekaj, česar mi nimamo. Držijo se kakor lipovi bogovi, neki ponos imajo. Mi Slovenci tega ne poznamo, a je škoda. Ali na drugem mestu romana, to je punt, prava revolucija. Ali je res že tako daleč, ali so ti ubogi izstradani janezi kaj takega res zmožni? Čuj, kako kričijo, dol Avstrija, živijo naša slovenska domovina. Kaj takega bi človek od teh pohlevnih duš res ne pričakoval. To izrisuje tudi med drugim Prežihov Voranc v svojem Doberdobu, za katerega je eden od sogovornikov v filmu danes brez dlake na jeziku podal pomenljivo izjavo, da je Voranc premalo ustrezal lastni podobi slovenstva in zato je imel težave. Kako gre razumeti to? Vsakega od sogovornikov to sprašujem. No? Meni je zanimivo, kako mi imamo res eno predstavo o Vorancu. Verjamem, da večinoma gledalcev, ki danes gledajo dokumentarec, je naenkrat videlo ogromno informacij, ki ni nikoli prej slišalo oziroma jih ni vedelo, ki so zapisani, ampak enostavno nam jih ne predstavijo. Recimo tudi glede že to, da pač Doberdob predstavljajo kasneje, predvsem pridejo v spredje druge njegova dela. Tako da že to se mi zdi zanimivo, kako se je nekako to celo njegovo Vorančevo življenje nekako dalo na stran. Verjetno v 60-ih, 70-ih iz nekih drugih razlogov, ampak zakaj ni potem po osamosvojitvi prišlo na dan, zakaj kontinuiramo nekako ne govoriti o tem, ne vem zakaj. Metka, kako vi razumete to, da Prežihov Voranc v bistvu nekako ni bil tak Slovenec, kot je pisal o nas? A veste, da jaz ne smem reči, da bi imela tak občutek, ker pri naši hiši so prihajali ljudje iz cele Slovenije, pa nikoli se ni opazilo, ne vem, da bi jaz imela kot otrok vedno že občutek, da ga cenijo. Nikdar nisem imela tistega občutka, da ga nekje, ne vem, ne bom reči. A veste, da bi po resnici povedala, meni se nikdar ni zdelo, ali vsaj jaz ne vem, stara mama je imela, ko je še sama odpirala muzej, to so bile trume gor ljudi pri njej, pa ona seveda je malo po svoje razlagala svojo zgodovino, tako da je moja mama poslušala pozorno, kaj je govorila, pa ko je končala, je rekla ponavadi, tako je rekla, zdaj si imela svet spoj, dan je rekla, drug mesec noš dobila več penzije, ti bojo vzeli in stara mama je spet 3 mesece bila pridna, pa vse v mejah, normale pa je pozabila. Ampak res jaz tega občutka nikoli nisem imela, ker so prihajali različni tipi ljudi, sami Korošci, recimo, od drvarjev, rodarjev, to je bilo vse v njega zaljubljeno. Od Matevža Haceta, vseh teh pisateljev,
To so bili pribici po 3, po 4 dni. Pri stari mami, ja, jaz kar pozabim. Ampak Tito pa ni prišel, ne? Ja, Tito pa ni prišel. Ja. Ampak to smo vse upravičili. V filmu ste dejali, da neka roka bdela nad njim, da Ja. ni imel več težav, kot bi jih lahko imel, glede na to, kar je Ni vedel. bilo, ne, res, niso on sam. On je imel enega dobrega prijatelja v Ravnah, ko je bil pravzaprav v ruski obveščevalni službi, ko je tudi pomagal delati atentat na von Papena v Antenah. In ta je šel po nekih kanalih pol do samega Milimetrova. Vse mesec ni potoval, ker je težko prišel, ne? Ampak tisto pismo, vse smo rekli, bi radi našli. Vse je šel en gospod raziskovati v bolgarske arhive, če so, ne? Samo vprašanje, ker če pri nas vse manjka, tam še bolj. Še gospodu Štepcu dolgujemo to iztočnico, torej izjava Fabijana Hafnerja, da je premalo ustrezal lastni podobi slovenstva. Kako lahko to še razumemo? Ja, jaz bi se tukaj pravzaprav vprašal drugačne, ker raziskujemo zgodovino, preteklost, te, bom rekel, velike predstave, ideologije, pravzaprav ugotavljamo, da tej veliki podobi, ki jo velikokrat predstavljajo bralcem šolski učbeniki, šolska zgodovina, ali pa da rečem ta velika zgodovinska zgodba, ki poteka lepo kontinuirano proti nekemu zaključku, bom rekel, jasni, z neko rdečjo nitjo, ko poznamo resnične zgodbe ljudi, nobena zgodba od teh ljudi pravzaprav tej veliki zgodbi v celoti ne ustreza. In seveda ljudje, kot je bil Prežihov Voranc, ki so že v svojem okolju pravzaprav s svojim talentom izstopali, ki so pravzaprav imeli tega pristnega kamijovskega upornega duha v sebi, so štrleli ven, seveda v tej podobi v bistvu niso mogli ustrezati. Ne. Seveda v vsakem času pa pravzaprav iz nekih drugih razlogov. Ne. Dejstvo pa je, da danes mi pravzaprav tudi v muzeju, ko se ukvarjamo z zgodbami posameznikov, da rečem iz mesa in krvi in z njihovimi dejstvi, kako so živeli skozi 20. stoletje, ugotovimo pravzaprav, da nihče ne ustreza tisti veliki ideološki predstavi, tisti veliki zgodbi, ki se dogajajo skozi zgodovino. Nikoli nimamo velikega lika revolucionarja, ki je povsem neomadeževan. Nikoli nimamo lika človeka, ki je samo trpeč. Nikoli nimamo nekoga, ki se povsem izčrpa, bom rekel, v teh predstavah, ki so narejene pravzaprav na nekem abstraktnem modelu. Ampak vsak človek je pravzaprav zmotljiv, vsak človek je pravzaprav majhen v svojih napakah ali pa velik v nekih svojih dejanjih in vsak je pravzaprav unikum v tem nekem in pa seveda se v določenih okoliščinah pač po določenih drugačnih pač obnaša tako kot se. In tukaj ven pol pravzaprav vidimo, da to je na nek način tudi neke vrste detektor za ideologije pravzaprav, ne? Da vidimo, da jo pravzaprav zoperstavimo veliko pripoved s temi drobnimi osebnimi izkušnjami in potem se pravzaprav vprašamo, kako je to, da ta velika zgodba nikomur pravzaprav ne ustreza. In Prežihov Voranc je dober pravzaprav primer te neustreznosti. Ne nazadnje že kot del te neslovenskosti, recimo med obema vojnama v narekovajih, ne, je pravzaprav delil za vsemi bivšimi avstro-ogrskimi vojaki. Kar naenkrat pravzaprav za tem, kar so oni doživeli, preprosto niso bili več koristni. Niso bili več koristni za učbenike. Kak smisel ima nekomu povedati, da je nesmiselno pravzaprav nekaj doživljati za neke ideale, ki ti pravzaprav propadajo, za neke vrednote. In v tem, to je to. In se vrnemo pravzaprav na začetek. Ne, na ta globalni razmislek, ki ga nihče brez rezerve ne more izkoristiti za neko svojo ideološko projekcijo, manipulacijo. Zato tega ni bilo. Zato ni bilo, Soške fronte ni bilo v učbenikih, ne v enem, ne v drugem svetu, da rečem. Ne. Ljudje, ki so pa s to izkušnjo prišli, ker je bila boleča, ker je bila nečloveška, so bili pa tujci. In en kanček te tujosti, ne, ali pa če jo rečemo kot neprimerni podobi Slovenca, jo je seveda živel tudi Prežihov Voranc. No, velik del njegove neslovenskosti pa je njegova svetovljanskost med obema vojnama, ne, ki je tudi precej zamolčana. Martin, mogoče lahko ti tukaj kaj dodaš, ki si za film
globalno sliko raziskoval, ne? Meni se je zdelo Kakšna so fascinantno. tu fascinantna odkritja, Kakšno denimo, to, ja. mislim, vse te Metka, ki je te neke anekdote, koga naj bi vse srečal v njegovem življenju, ki pravzaprav niti ne vemo pravzaprav, ali to res ali ne, ampak govori se, ne, in Pri to Mao Tse-tungu in Himmlerju se šele začne ta seznam. Ne? Ja, ne, mislim, Kaj pravi da- še mit? Kakšna imena so še tam, Metka? Koga naj bi še poznal? A mene ste zdaj vprašali. O kom se je še govorilo, pa da pravzaprav je nepreverjeno Ja, dejstvo in ga verjetno niste dali v film? Za Himmlerja lahko rečem 99%, da je res. Da ga je v Rimu spraševal, mislim v Berlinu. Za Mao Tse-tunga, se pravim, ta najstarejši brat, najmlajši brat Gustl, ko je bil, verjetno sta se pogovarjala, ne? Ker on je potem doma te stvari, ampak on je znal to vse na tako bolj humorističen način, recimo kot tistega opisuje tega portugalskega pesma. On je recimo se postavil sred kuhnje, pa ropotal tam s papiri, da smo se vsi smejali. Ne? On je na tak način nam to vse prikazal. In ne vem, ta Gustl je verjetno največ vedel, ta brat, ne? Ker sta le bila pol po vojni skupaj 5 let. Ne? Hvala. Martin, prekinul sem te s tem? Ja. Ne, v bistvu tudi recimo naj bi Nobelovca Hamsona, ne, tudi srečal, ne, pa tudi Ja. nekje naj bi izjavil, da je nacist bil, ne, Hamson, ne, to pa nikjer tako, ne, ni jasno, kje ne bi se srečala, pa kako, ne, tudi neke poti, ne, kje ne bi prišel do Norveške, ne. Tako da meni je fasciniralo te, kako je on bil v stiku s temi velikimi imeni zgodovini, ne, in tle naenkrat se mi je zelo posvojene iz teh svojih predstav, ne, ki sem imel Voranca nekje tam na Koroškem, pa tam bil, pa tam pisal, ne, naenkrat dobim predstavo enega osebe, ki je prepotoval celo Evropo, srečal se te ljudi, ne, o katerih v velikih knjigah slišimo, ne, beremo, ne, tako da to se mi je zelo fascinantno, ne. Ali ne bi bilo lepo, da bi nam o tem pripovedovali še, ko smo bili mulci? Ali bi v ideologiji prostor samo za enega svetovljana, s katerim je Voranc takrat zgubil bitko za primat v partiji? Gospe in gospodje, odpiramo tudi prostor za vaše vprašanja. Če imate kakšno misel za dodati, predvsem pa za vprašati, dati istočnico našim gostom, najprej dvignete roko, mikrofon pripotuje do vas in potem je beseda tudi vaša. Ni treba ta trenutek, ampak ta trenutek sprašujemo prvič, recimo. Tako. Drugič. Tretjič, če ne, se boste še malo opogumili. Prosim, ja, trenutek. No, imam eno tako vprašanje. Da vas slišijo, je potrebno, ja. Mogoče bi vprašala najprej gospoda zgodovinarja, ne? Kako bi razložil dve razlagi, pravzaprav, ki jo je tukaj podal danes. Prvič je rekel, da je zgodovina objektivna, drugič pa smo zdaj slišali, ne, kako je razlagal Šprežiha, ne, in kako pač ni bilo vse o njem možno povedati. Mogoče glede na te dva dejstva lahko morda naredi nek zaključek, ki bi bil bolj, kako bi rekla, no, za današnji čas, ne, mogoče zelo zanimiv. Z filmskega stališča bi pa gospoda režiserja vprašala, ali je ta projekt nastal samo v okviru njegovega pač zanimanja za dober dob in pa pač izraznega sredstva filma, ki ga on uporablja, ali pa je tam v Trstu tudi mogoče kakšna društva ali kakšna okoliščina, ki je recimo k temu tudi kaj doprinesla. To bi bilo eno. Drugo pa, kako recimo zdaj ta film, kakšno ima pravzaprav usodo, ne, ker material je res genijalen, ne, tukaj nekaj, in kje recimo obstaja neka podpora, da bi se ta film in na kakšen način čim več ljudem pokazal, ne?
Hvala lepa. Najprej gospod Štepec, ampak naj tudi jaz pomagam pri zagovoru. Ne? Ja, gospod je omenil, kako zgodovinarji izhajajo iz dejstev in jaz sem imel takrat na jeziku, pa mu nisem hotel skočiti v besedo in mi od vas terjamo interpretacije. Ne? Tako da jaz tako dobesedno nisem razumel, da bi gospod trdil, kako so zgodovinarji objektivni. Prosim. Jaz sem predvsem želel uvod narediti v lastno neobjektivnost v zvezi s Prežihovim Vorancem. To moram reči, sicer pa seveda glede objektivnosti z veseljem. Namreč mislim, da zgodovinarji največ lahko naredimo v tem smislu, kar se tiče same objektivnosti do predmeta, ki ga proučujemo, je ta, da se pravzaprav zavedamo lastnih omejitev, lastne vključenosti v določene stvari, lastne vključenosti pravzaprav v razumevanje, lastno znanje in tako naprej. Kar pomeni, da meja objektivnosti je pravzaprav vedno, treba se pravzaprav zavedati, da se nikoli, da je vsako zgodovinopisje vedno stvar interpretacije na podlagi določenih dejstev, ki jih najdemo v določenem arhivu, v določenem literarnem delu, umetniškem delu in tako naprej. Vsi materialni ostanki preteklosti so pravzaprav le neki drobci, ki pravzaprav šele na podlagi nekega resnega pristopa, znanstvenega dela in tako naprej lahko spregovorijo. In to je pravzaprav vedno interpretacija. In v to interpretacijo mi pravzaprav vedno vložimo sebe. In tukaj se moramo seveda zavedati, da tle absolutne objektivnosti ni. In s tem, če se že zavedamo, tega naredimo pravzaprav že poldelano. Martin? Ne, v bistvu film je nastal na pobudo mene, moje ideje o Doberdobu. Nihče ne stoji za tabo, ni partije? Nihče ne stoji za mano, jaz sem si želel... Jaz sem si želel govoriti o Doberdobu, imam rad Doberdob, mislim, da je odličen roman, ki ga je bilo treba prebrati in s to idejo, da bi promoviral ta roman, je nastala ideja tega dokumentarca. Tako da evo, tu je nastalo, jaz sem rekel, moram nekaj narediti s tem Doberdobom, če ne igrani film, vsaj en dokumentarni film. Z Ido, producentko, smo se odločali, kaj z dokumentarcem in dokumentarec ne bo bil na sporedu v tem nekem klasičnem, zdaj, da bo 2 tedna, pa se bo vrtel to, ampak bo imel neko svoje življenje v smislu, da se bo vrtel v neki art kino mreži. Ta teden je projekcija v Črnomlju, naslednji teden v Sežani, potem bo film predvajan na Vrhniki, pa v Izoli, naslednje leto v Stari Gorici, prijavljajo se še, so zainteresirane še drugi kini po Sloveniji, so že tudi šole začele se zanimati za projekcije, tako da film dobiva neko svoje življenje, na sporedu na televiziji pa bo šele naslednje leto, najverjetno marca, aprila, tako da ima čas film, da se še vrti v kinih, ker nekako smo tudi mislili, da bo posnetje tako, da bi bil predvsem namenjen kinu, tudi tako z Radovanom Čokom, direktorom fotografije, smo se tako posneli, da bi čim boljše deloval na platnu. Evo, tako da upam, da bo dokumentarec zaživel, pa da bo čim več ljudi videlo. Dodajmo še en drobec informacije. Kolikor vem, za 2. decembra v Muzeju novejše zgodovine pripravljate še en dogodek, Marko? 2. decembra v Ljudno vabljeni bo film, ki smo si ga danes ogledali, pravzaprav izhodišče pogovora z ustvarjalci, pa izhodišče pogovora o teh temah, o katerih smo danes pravzaprav tudi malce kakšen drobec povedali. Torej še enkrat projekcija, lahko poveste prijateljem in potem še strokovno bolj poglobljena razprava. 2. decembra ob 18. uri v sredo na zdaj že tradicionalnih sredinih večerih Prve svetovne vojne v Muzeju novejše zgodovine Slovenije v Ljudno vabljeni. Še kakšno vprašanje? Če ne, imam še eno zametko, glede na to, da je čas, ko mošt prehaja v vino, koliko radoživ je bil Prežihov Voranc? Mislim v dosti širokem smislu. Je bil veseljak. Ja. On je sicer bolj bil navajen tega svojega koroškega mošta, da tam ni rabo dolgo čakati, da bo postalo kaj, ker je vse enako vse čas.
Drugače je bil pa strašno resen človek je bil. Se spomnim, da so pripovedovali, ko so same se kaj veselile ali pa karkoli, pa so imeli kako tako domačo zabavo, pa to, pa so pač po hiši, je bil trušč, pa vse, pa je večkrat stara mama prišla, pa je rekla, bote bolj tiho, a ne. Pač, da je dedi Voranc bolan. Ampak pa, ko je on to slišal, pa je vedno rekel, pusti jih, je rekel, toliko so pa trpele zaradi mene, naj se veselijo. Aplaus, evo. Če ni več vprašanj? So? Če ste vi poznali gospod Brenkovo, sprašujem. Ja, zelo dobro. In še eno vprašanje? Tako banalno vprašanje, kako je možno, da kdaj, a se vi spomnite, vam kdo povedal, kdaj je pisal, kako, v kakšnih okoliščinah je pisal, ker to tako veliko napisati, to je nenavadno, ne, jaz, se je mogel 8 ur, 10 ur na dan. Ja, on je bil ponavadi doma gor, kakor se je spomnim, prej se je itak verjetno skrival, pa tam po vseh teh svojih postajah, ko je bil, je pač nosil to sabo, ne. Recimo ena anekdota je z Pariza, ko je bila stara mama pri njemu na obisku. Pa je, neki so se vnele oči in je pač ležala tam sama dol, on je pa pisal požganico, ko zmešan gor, nekje v malo višjem nadstropju. No in je tudi prišel Tito, ne, in pa vidi tam bico staro mamo, ko leži, sliši dedi Voranca, da piše gor, je pa pa prišel k njej, pa kak je, pa to, pa sem pa tja, pa je ona pač povedala samo, da kaj se je zgodilo, ne, da pač so se vnele oči, on je šel gor k Vorancu, no, se neki pogovarjata, Tito gre, pa pride Voranc dol ves namršen, je rekel, kaj pa povedala mu? On je čist zmešan, da za tabo, da skrbim za tebe, pa za to, da le zraven tebe sedim, ne pa pisati, ne. Mislim, Revež je izkoristil vsako minutko, da je doma tu na Preškem vrhu, ko je pa bil, smo imeli pa posebno sobo, vse je še deloma zdaj tako ohranjena, kakor je, in tam je pisal s pogledom na Uršlo goro. In tam se ga pa ni smelo motiti. Je mogla tudi stara mama potrkati na vrata, kadar je on imel tisti svoj elan, ne. Pa še vedno kdaj, ne. Jaz sem še to povedati, kakšna je naša zgodovina, ne. Namreč moj dedek je tudi padel v prvi svetovni vojni. Moja mama se je posthumno rodila in jaz sem se rodila posthumno v drugi svetovni vojni. Drug dedek moj, ne, se pravi babica, ki se je potem poročila, in tudi dedek se je boril tam na Soški fronti in je vedno govoril verze od Gorice do Rombona, kak šturmali smo mi, ne. Če mi reči, kako je slovenska zgodovina prepojena s temi strašnimi vojnami, ne, in še enega dogodka, tako se spomnim, oziroma in podatek, ki mi ni šel z glave, a se vi spomnite, koliko hrane je bilo treba v zaledje pripeljati, je bilo res 3 vlake treba vsak dan pripeljati hrane za te vojake. To je en podatek, ki te fascinira, in drug podatek je ta, da so potem, ko je zmanjkovalo hrane, da so baje kuhali tem ubogim vojakom juho iz feferonov, da so imeli energijo. Je to res, ali to sam govorice? Pa še eno stvar bi povedala, kam ravno besedo, da ne bom potem več govorila. Jaz sem enkrat krasel pri kolegu Godniču in tam je eno vas, pa eno pokopališče, zati pa ena taka velik travnik, zelen, lepo pokošen in prazno. Sem rekel, kaj pa je to? Ja, je rekel, to je pa pokopališče, ampak ranjence so vozili gor visoko na Kras, ne, in tam so potem seveda umirali in so tam pokopavali, tako da je ta zemlja res, ne, tako se zahvaljujem. No, podatek, ki mi zdaj pade na pamet ob tem vprašanju glede količine, recimo preko komenskih žičnic, ki včasih ni bila samo ena, ne, so jih naredili, je bilo več usporednih, je bilo treba dnevno pripeljati tam nekje do 800 ton, kar pomeni, da se dnevno 800 ton, da so preskrbeli prvo bojno črto samo v tem
krnskem delu. Ne. To pomeni, s tem, da žičnica je bila prek Bogatinskih vrat, prva bojna črta je bila pa avstrijska na Batognici, italijanska prek Krna. To so bile strašne, to so v bistvu bili civilni nosači, žičniški sistemi, konjska vprega od Bohinjske Bistrice, poznaje elektrificirana in tako naprej. In to je celoten teh 90 km, ko ste omenili Soško fronto, je pravzaprav celotno zaledje je bilo podrejeno temu, da je delali za to, da so lahko pravzaprav vzdrževali prvo bojno črto. Po nekaterih podatkih je bilo potrebno v zaledju od 5, če se pa upošteva še infrastrukturne gradnje. In vse, kar se je dogajalo, je bilo treba pa od 5 do 20 ljudi, da so delali za to, da je en vojak lahko preživel oziroma vzdrževal prvo bojno črto. Zdaj, če damo zraven pa še celoten, to, kar ste omenili, sistem bolnišnic, ki je segel od teh privezovališč, pa pol do vseh, bom rekel, javnih ustanov, pol vidimo, kakšen poseg v življenje, v civilno življenje, v človeško življenje je pomenila prva vojna. In posledično seveda se lahko tudi zavedamo, kakšen zlom je pomenila ljudi, ki so pravzaprav to vsakodnevno živeli in ponavljali. Ne? Še kaj dodati? Prosim. Jaz pa imam eno drug občutek ali pa drugače vidim to, da se je rodil smisel posameznika za svoje življenje. Da te ljudje, ki so preživeli prvo svetovno vojno na frontah, ne, da so začeli drugače gledati na svoje lastno življenje in da so imeli tudi eno strahotno energijo se boriti za izboljšanje svojega lastnega življenja in za življenje svojih otrok. Mislim, da se je ta smisel prenesel na to mogoče individualno stran, kot zdaj mislimo, da je negativno v današnjem času, ampak takrat je bil pa to en ogromen napredek za posameznika. No, za moje, torej, tisti, ki so preživeli in ki so videli nesmisel biti v službi nekih vladarjev. Ne? No, če sem pravilno vaše vprašanje razumel, seveda, zato 20 leta, vesela 20 leta, ljudje so želeli pravzaprav čim prej zaživeti, zato so bila takrat praznovanja, novoletna, plesi so se začenjali, življenje je absolutno hotel premagati smrt. Zdaj, kar pa pravite, v samih rovih izguba smisla in kako so ljudje na to odgovarjali, pa seveda ni enoznačnega odgovora. Mi danes vemo, da nekateri so krivili, Stanko Majcen je rekel, da je vojna neke vrste ventil, ki ven spusti vso gnilobo sveta. Nekateri so krivili vrednote starega sveta, stare hierarhije in iz tega je šlo, da so iskali nove obrazce. Drugi so pravzaprav videli vzrok za vojno v tem, da je prevladal materializem, da je premalo Boga, da je pravzaprav svet izgubil vse vrednote in da je pravzaprav vse samo še množična proizvodnja, ki se je treba oprti. Zato na eni strani ni slučaj, da vemo, da je skoraj 40 vojakov šlo za duhovnike po vojni, kar je v bistvu zanimivo. Na drugi strani pa vemo, da je bil množičen pojav, da je seveda med prvimi vrednotami, ki je bil prej v starem svetu monarhije uveljavljenih stebrov, ki je pravzaprav propadla, je bila vera v Boga. Ljudje so seveda zgubljali vero v Boga, kjer je človek bil napisan na pasovih, Bog z nami in kjer so ga vsi propagandisti imeli za seboj. Kar pomeni, da enoznačnega odgovora pravzaprav tukaj ni. Vojna je na eni strani pomenila en vir proti materializmu, na drugi strani usmeritev tudi v duhovnost, pač od vsakega posameznika. In nenazadnje se tudi ni zaslepiti, da marsikater od teh militantnih obrazcev, ki so potem v 20. stoletju postali samoumevni, to pomeni ta množična telovadba, tudi bom rekel, na telovadiščih in pa potem seveda množično oblačenje v uniforme je izhajalo tudi iz tega, da so pravzaprav razočarani povratniki iz vojne pravzaprav skušali zrušiti stare krivične hierarhije na eni strani, na drugi strani seveda so pa edini obrazec, ki so imeli ta obrazec tovarištva, kameradstva iz strelskih rovov, kjer so si sa svojimi sovojaki dobesedno dnevno
borili za vsak košček kruha, si delili vse. Tukaj je en drug literat, ne? In se pustili vpreč Ja, in seveda, v projekte in novega potem, človeka. In potem seveda, 20. če mi vemo, da stoletja. je en velik del kreatorjev 20. stoletja, ki je ne nazadnje svet pripeljal v drugo katastrofo, svoje obrazce oblikoval v strelskih rovih prve vojne. In pri tem seveda so pač potem te militantne obrazce prenašali v družbo. Bom rekel, zelo zanimiv primer je v enem vrhunskih literarnih delov Erik Marija Remarque, Na zahodu nič novega. Njega, kdor tisti bere, je presenetljivo odlomek, kjer njega dobesedno stre, ko pride v zaledje in vidi, čeprav je zaledje povsem spremenjeno, na kavi že dolgo ni mleka, tudi v slovenskih deželah ne. Povsod v časopisih je sama propaganda, ampak kljub temu, da so ljudje suhi, sestradani, bolni, kljub temu še vedno v kavarnah se ljudje pogovarjajo o vojni. Na Dunaju so v Pratru naredili za vojake strelske rove, da bi meščani videli, kako zgleda bojevanje. In vojak, tudi Erik Marija Remarque, je dobesedno pobegnil iz tega zaledja nazaj v to resničnost blata in krvi strelskih rovov, ker se mu je zdelo to grozen, da lahko nekje življenje skoraj da normalno teče, da se ljudje smejijo, kartajo, hodijo v kavarne in tako naprej, on pravzaprav pa vsakodnevno tisoči umirajo s povsem nesmisla. Z tega pravzaprav, to je ta duhovni material, s katerega nastane 20. stoletje. Ne? In to je ta duhovni material, ki ga prepoznavamo tudi v romanu Dober dob. Ne? Zanimivo je še to, da ko sem pač bil v Doberdobu, pa so mi domačini kazali lokacije okrog Doberdoba, okrog teh krajuh, ne, so mi pokazali, kje je v bistvu bil ranjen Mussolini, ne, in prav z te rane, ki je potem dobil, ne, v prvi svetovni vojni, potem na podlagi te rane, te njegove prisotnosti na Dobrodobski planoti zgradil fašizem in obenem je potem postavil, da je to ta predel, tako v bistvu, ko je po letu 20, ko se je pojavil fašizem, je potem cel ta predel, kjer je on bil ranjen, označil kot sveto zemlje, ne, in je postalo za italijansko državo posebno območje, ne. Kar pa je hecno glede na to, da pač mi pa Slovenci nimamo praktično nobenega spomenika na tem območju. Madžari so postavili spomenik, Italijani imajo spomenik, mi pa nimamo praktično nič tam, ne. In prve svetovne vojne organizirajo vodstvo in kar naprej odpada, kar pomeni, da bo vaš film res moral, tako rekoč se grdo reči, skoraj vzgojno vlogo odigrati. Mislim, generacije, ki so bile s prvo svetovno vojno povezane, so pač že umrle, ne, in očitno ti, ki sedaj pač živijo, imajo nek. No, kakšen pa vi mislite, da imajo odnos pravzaprav ti ljudje, ki zdaj recimo hodijo na neke ali kino predstave ali karkoli do prve svetovne vojne, čeprav je stoletnica začetka in to toliko govorimo, ampak recimo, kot sem povedala, zanimanje je pač takšno, kot sem rekla. Jaz bi omenil malo različno, jaz bi omenil fascinantno spoznavanje, ko sem bil na tem območju v Dobrodobski planoti, da v bistvu tam domačini živijo čisto drugačen način, ne. To pri njih je nekaj posebnega. Vsi so zbiratelji, vsi zbirajo fotografije, vsak ima neke ostanke, nekih delčkov. V bistvu je po svoje, non-stop se govori o tem, ne. Pri njih je to močno prisotno, ne. Drugje, ki pa to ni bilo blizu, pa se je izgubilo, se o tem ne govori, ne, se je pozabilo, ne. Tako da v bistvu zanimivo mi je bil ta različen odnos do prve svetovne vojne in nenazadnje veliko ljudi v Sloveniji ne zna, da Doberdob je slovenska vas v Italiji.
ne pa v Sloveniji. Dosti ljudi ne ve, kje je Doberdob, kje se nahaja Doberdob. In že to dejstvo je pač tako žalostno. Dobro, hvala lepa. Hvala za vašo pozornost, gospe in gospodje. Metka Petrič, Martin Turk in Marko Štepec so bili naši sogovorniki. Lep večer še naprej in ponesite glas o filmu Doberdob, roman Upornika v svet. Hvala.